Vsak človek na našem planetu bi moral imeti delo, ki mu omogoča dobro življenje, v katerem lahko zadovoljuje svoje osnovne potrebe. Zaposlenost je pri tem ključni faktor za doseganje tega cilja. Zato bi morali v bistvu vseh vlad zahtevati, da storijo več na področju ustvarjanja novih delovnih mest. Seveda pa ne kakršnihkoli delovnih mest, ampak dostojnih delovnih mest za vsakogar. Pogosto slišimo govore, da si posamezne države ne morejo privoščiti poštene plače, boljše delovne pogoje, vendar pa bi pri tem morali vsi imeti pred seboj, da so kratkoročni stroški manjši kot pa dolgoročna korist. Zato je dostojno delo najboljši način za borbo proti globalni revščini. Za večino ljudi na svetu odsotnost tega dostojnega dela namreč pomeni revščino. Za nas, za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, je človeško dostojanstvo neločljivo povezano z zaposlitvijo. Nezaposlenost, zaposlenost za določen čas, negotove oblike dela, slabe delovne razmere in plače pod eksistenčnim minimumom so napad na človeško dostojanstvo. Po mojem trdnem prepričanju še nekaj nevarno ogroža dostojne življenje ljudi, delavcev, upam si reči tudi upokojencev. To je tisto, kar se sedaj dogaja na kapitalskih trgih. Namreč, ti kapitalski trgi, pod vplivom seveda inštitucij finančnih, ki jih vodi predvsem pohlep, brezbrižnost, egoizem, špekulativnost, hazard. Skratka, temu se reče kar direktno kazino, kapitalizem. To ni odmaknjeno od usode našega delavstva. Čeprav bi nekateri radi videli, da je to samo problem Wall Streeta. Zato, ker tudi ravnanje teh gospodov z svojimi politikami, z svojo močjo na politike, pelje ljudi v revščino. In tragika tega je, da ti reveži padejo potem, so prisiljeni past v špekulativno finančno politiko teh istih inštitucij. In poraženci v tej piramidi, ki se sesuva, so praviloma vedno delavci, upokojenci. In ti gospode, ki so prepeljali to gospodarstvo v te krize, v to krizo, praviloma izidejo vedno bogatejši, kot so pa na štartu šli v to krizo.